Spoštovane udeleženke in udeleženci, dobrodošli. Veseli nas, da ste se nam pridružili na webinarju Ko šteje vsaka sekunda. Zaščita pred kibernetskimi napadi s storitvijo MDR. V času, ko so kibernetski napadi vse pogostejši, je hitrost odziva ključna. Vsaka sekunda šteje. Zamude lahko pomenijo izgube, tako finančne kot tudi na ravni zaupanja in stabilnosti poslovanja. Danes bomo skupaj z Daliborjem Vukovičem, strokovnjakom za kibernetsko varnost pri Telekomu Slovenije, raziskali, kako lahko proaktivna obramba s storitvijo MDR pomaga pri stalnem spremljanju, zaznavanju in učinkovitem odzivanju na grožnje. Pogledali bomo, zakaj je hitro ukrepanje ključnega pomena in kako lahko zaščitite svoje podjetje pred škodljivimi vplivi napadov. Predavanje bo trajalo približno 30 minut. Nato pa bomo namenili čas tudi vašim vprašanjem. Svoje vprašanja lahko zastavite že med predavanjem prek Q&A okna, na katera bomo odgovorili ob koncu. Če boste morali zapustiti webinar prej, nič hudega. Posnetek srečanja bomo poslali danes ali pa v naslednjih dneh in ga boste prejeli na svoj elektronski naslov. Hvala, ker ste z nami. Prepričani smo, da vam bo današnje srečanje pomagalo pri boljšem upravljanju kibernetske varnosti. Tako, Dalibor, beseda je tvoja. Super, hvala. A se slišimo? Me slišiš, Alja? Ja, slišim. Ok, hvala. Slajdi se pa tudi vidijo najbrž, a ne? Zdaj jih nalagam. Ok, super. Prav lep pozdrav vsem skupaj. Dalibor je moje ime. Sem specialist za kibernetsko varnost pri Telekomu Slovenije in danes bi z vami rad delil nekaj tem ali alinej na temo predvsem MDR-ja. Zakaj na temo teh treh črk? Zato, ker mislim, da zadnjih par mesecev, mogoče zadnje leto, dobivamo predvsem veliko vprašanj na tem področju. Torej, kaj je razlika med MDR-jem in SOC-om, kaj je VOC, kaj je SOC as a service in tako naprej. Tako da smo rekli, dajmo si vzeti 30 minut časa, pa poskušati čist elementarno po alinejah razložiti, kaj je razlika med čem in kaj je mogoče bolj primerno za nekoga in kaj za nekoga drugega. Skratka, tematika kot po navadi, zaščita pred kibernetskimi napadi. In mogoče čisto za začetek same definicije. Velikokrat slišite besedo SOC ali pa frazo SOC. Slišite tudi VOC. VOC je poslovenjena beseda SOC. Nekateri celo rečejo SOC. SOC je beseda ali pa fraza, ki pomeni Security Operations Center, in beseda ali fraza VOC je v bistvu zgolj prevedena angleška beseda v slovenščino, kar pomeni varnostno-operativni center. Seveda v obeh primerih govorimo o varnostno-operativnem centru v segmentu kibernetske varnosti. Nekateri celo mešajo z VNC-jem, tako imenovanim VNC-jem, varnostno-nadzornim centrom, ki je pa ponavadi pri službah, ki se ukvarjajo z fizičnim ali tehničnim varovanjem, torej razne varnostne agencije. Naslednja faza je SOC as a service ali SOC as a service. In pa tretja, MDR. Čisto na začetku, kaj sploh SOC pomeni? SOC je dejansko neka operativna enota, nek operativni servis, ki se osredotoča na spremljanje, zaznavanje in analizo varnostnih dogodkov. Kdo ima ponavadi SOC? Dajmo reči SOC. SOC ima recimo Telekom Slovenije, ker je družba, ki ima že v osnovni rabi toliko nekih IP naslovov, da jih mora interno znati obvladovati. In SOC bi lahko rekli, da ima, ne vem, neko energetsko večje podjetje. SOC ima lahko neka večja finančna organizacija, neka zavarovalniška družba. Skratka, tisto, kar je ključna značilnost SOC-a, je, da je osredotočen na zaznavanje varnostnih dogodkov in pa analizo teh groženj, ampak v lastnem okolju. Se pravi,
postavim nek prostor, v tem prostoru uporabim napredne sisteme, kot so Endpoint Detection Response, kot je XDR, torej Extended Endpoint Detection Response, Network Detection Response, User Behavior Analytica. Vse to povežem z SIEM-om, torej z orodjem ali pa softverom, ki pobira loge iz vseh teh orodij, iz vseh mašin in serverjev, in to analiziram v svojem lastnem okolju, in ko zaznam neko anomalijo, potem posredujem ta odziv neki ekipi, ki je znotraj moje firme in se ukvarja z izvedbo servisiranja ali pa popravila tega dela. Skratka, govorimo o uporabi za neka velika podjetja, ki imajo res lastne IT resurse in ki imajo tudi lastno varnostno ekipo. Torej, potrebujejo nek centraliziran nadzor nad varnostjo, imajo zadost kadra in si lahko to zadevo privoščijo. Zakaj rečem privoščijo? Tudi finančni vložek je to ekstremno velika. To je definicija za SOC, Security Operations Center. Naslednja stvar je SOC as a service in tega je trenutno v Sloveniji praktično največ. Vi velikokrat slišite, imamo SOC ali pa imamo najet SOC. Dejansko najet SOC je SOC as a service ali pa SOC as a service. Torej, gre za obliko storitve, kjer neka druga organizacija, na primer Telekom ali neko drugo osebje, zagotavlja SOC operacijo kot storitev za vašo organizacijo. Se pravi, gre za čisto vse funkcionalnosti prejšnjega SOC-a, vendar brez potrebe po neki lastni infrastrukturi ali pa brez potrebe po zaposlovanju osebja. Kdo bi recimo bil primeren za to? Ponovadi so to neka večja podjetja, ki si z organizacijskega aspekta ne morejo privoščiti lastnega SOC-a, želijo po domače rečeno tudi priti malo ceneje skozi celotno operacijo, hkrati pa želijo neko stalno spremljanje. In v takem SOC-u, ko izvajamo vse te funkcionalnosti, izvajamo po tistem načinu, kot smo ga v prvem primeru omenili, samo da je dajmo reči, da je outsourcan. Skratka, gre za nek stroškovni model, katerega si lahko srednje in večje organizacije privoščijo, ne rabijo kupovati svoje opreme in nekdo v njihovem imenu 24/7 nadzira njihovo okolje. Še vedno, zelo pomembna stvar, še vedno je pomembno, da imate vsaj nekega strokovnjaka na firmi, katerega lahko kontaktiramo ali pozovemo, da ukrepa pri neki akciji. Se pravi, če si predstavljate, da je ob 12. nek incident, ki smo ga zaznali mogoče na nekem strežniku in kontaktiramo vašo ekipo in jih prosimo, da preverijo to in to zadevo, ter naredijo to in to pač, kar je v danem momentu možno. In zdaj prehajamo na današnjo tematiko in to je kratica MDR, oziroma Managed Detection and Response. Nekateri bodo rekli, ja, vse to pa je v bistvu isto kot SOC ali pa to je isto kot SOC as a service, nekateri bodo videli razlike. Gre za eno bistveno razliko in to je hitro ukrepanje. Glejte, MDR je storitev, ki je osredotočena na proaktivno zaznavanje, torej načeloma bi lahko rekel, da tudi SOC to naredi, ampak kaj je tle dodana vrednost? Ta analiza in odzivanje na kibernetske grožnje, tle je bistvena razlika. Če vi nimate lastnega kadra, lahko z MDR storitvijo, tisti, ki ponuja MDR storitev, reši vašo težavo nadaljavo. Torej, ponuja avtomatizirana in pa seveda tudi ročna orodja za hitro ukrepanje. Glejte, pod prvo alinejo, že če pogledate, poudarek je na odzivanju na incidente poleg zaznavanja. V prejšnjih dveh smo govorili, zaznal sem incident, kontaktiram ekipo, ki vsaj delno pozna to okolje in poskuša sanirati neko stvar. V MDR storitvi pa jaz imam že možnost sam določenih odzivov
in ne potrebujem vašega suporta. Vključuje seveda strokovne ekipe, ki izvajajo forenzične analize, ki skrbijo, da je incident čim prej odpravljen in da je nevtralizacija grožnje rešena takoj, kot je možno. Pogosto MDR rešitev vključuje eno izmed naprednih orodij, ki se imenuje XDR, nekateri tudi EDR. Zdaj, razlika med EDR in NDR je bila razložena v teh naših predavanjih že večkrat, ampak dajmo reči, da oba ta orodja sta primerna za MDR operacijo. Torej, orodje, ki ga rabiš za MDR operacijo, je ponavadi primarno IDR oziroma XDR, Extended Data Point Detection and Response. Ko imate kliente tega orodja na vseh svojih delovnih postajah, na vseh strežnikih, nekateri, če iz varnostnih aspektov potrebujejo tudi na mobilnih napravah, tablicah, telefonih, potem se MDR operacija lahko zelo hitro izvaja in ni nujno eksplicitno odvisna od vašega javljanja tistemu, ki izvaja MDR operacijo. Ta rešitev je idealna za vsa podjetja, ki nimajo lastnih ekip za odzivanje na incidente. Torej, ste podjetje, ne vem, z 20 delovnimi postajami ali pa ne vem, s 30 zaposlenimi, ne boste investirali v dodatno zaposlitev IT strokovnjakov, ki se ukvarjajo s cyber securityjem, ali pa ne boste investirali v neka napredna orodja, ki bi bila v vaši lasti. V tem primeru je najbolj primerno, dajmo reči daleč najbolj primerno, da si izberete MDR, Managed Detection and Response storitev, ki vam v bistvu reši vse tisto, kar smo prej debatirali, na zelo enostaven način. Ponavadi dobite nekega klienta, katerega poinštalirate na vse mašine, ki jih imate, to vam lahko naredi tudi zunanji partner, in od tistega trenutka naprej ste vi že na radarju ekipe, ki se ukvarja z Managed Detection Response. Se pravi, ta ekipa vas potem v tem 24/7 režimu konstantno spremlja, ugotavlja anomalije in jih tudi hipoma rešuje. Ti odzivni časi so seveda odvisni od SLA-jev in določenih pogojev, ampak bistvo pa je, da vi kot manjša ali pa srednja organizacija ne rabite niti enega evra vložiti v nek razvoj, vse to dobite praktično tako kot mobilno storitev na položnici, katero plačate enkrat na mesec. Glejte, po tabelarični primerjavi, mogoče, če vam na hitro razložim. Kot vidite, MDR je osredotočen na zaznavanje in odzivanje ekipe, ki ponuja MDR. SOC je ponavadi ali SOC je ponavadi osredotočen na spremljanje in analizo in potem predajo tega incidenta neki drugi ekipi. Če je to vaša interna SOC ekipa, vaši interni ekipi, če je to zunanja SOC ekipa, čisto praktično. Torej, če izvajamo SOC za servis, ko ugotovimo neko anomalijo, obvestimo osebe v firmi, za katero to izvajamo, in jim tudi podamo navodila, kaj naj naredijo. Način delovanja, torej vi v MDR-ju akcija ob grožnji, pri SOC-ih gre pa bolj poročanje o grožnjah. Tehnološki pristop, smo prej rekli, napredna orodja EDR, XDR so baza za MDR rešitev. Pri SOC-ih pa je poleg XDR-ja še cel kup drugih orodij lahko noter. Pri klasičnem SOC-u je zagotovo SIEM, tista prva stvar, ki jo še uporabljamo in pobira loge iz raznih požarnih pregrad in mogoče nekih strežnikov ali pa nekih omrežnih stikal, katera niso primerna za inštalacijo XDR orodij. Pri SOC-u kot servisu pa je lahko to tudi SIEM v oblaku, teoretično je lahko tudi pri klasičnem SOC-u, ampak ponavadi tu vključujemo še eno orodje, ki ga imenujemo SOAR. Kako je pri lastništvu? Torej v MDR-ju imate kompletno zunanjo storitev. Pokličete, rečete, imam 20, 30, 50 mašin, želim integracijo z vaše strani, pošljite mi z naslednjim mesecem, vsak mesec položnico in vam sproti plačeval vaše varovanje mojega okolja. Pri velikosti, pri MDR-ju, mala in srednja podjetja, lahko tudi velika podjetja. Se pravi, če gre za neko branžo, kjer ni potreben nek retention ali pa kjer ni potrebna
dolgoročna hramba podatkov in da nimate prekomerno število nekih omrežnih naprav, za katere se potrebuje dodatno SIEM ali neko NDR orodje, potem je ta rešitev seveda primerna tudi za večja podjetja. Načeloma pa integriramo SOC kot operacijo ponavadi v večja podjetja, MDR pa integriramo v mala in srednja podjetja. Jaz mislim, da po novem letu Telekom začne izvajati tudi tovrstno rešitev za mikropodjetja, torej za manj kot neko število, ki mu rečemo 10 v segmentu IP naslovov. Glejte, ključne razlike, še zadnjič, MDR se osredotoča na odziv na grožnje in pogosto se strokovnjaki za nevtralizacijo napadov. Torej, to smo mi in nudimo pomoč vam. SOC je predvsem lastni operativni center za spremljanje, ki zaznava in analizira grožnje. Če ste vi neka velika elektrodistribucijska inštitucija in imate resurse, si lahko to sami postavite v vaši infrastrukturi in sami to izvajate. SOC za servis pa je storitev brez potrebe po vzdrževanju vaše lastne infrastrukture, torej lahko mi vzdržujemo vse za vas in za vas izvajamo kompletno SOC storitev. Glejte, 5 ključnih prednosti, katere je vredno danes omeniti. Zagotovo je prva izmed teh 24/7 spremljanje in odkrivanje groženj. MDR storitev mora delovati neprekinjeno. Zakaj? Zato, ker edino tako omogočimo zaznavanje in obravnavo kibernetskih groženj tudi zunaj delovnega časa vašega podjetja in edino to zmanjšuje tveganje za nek neopažen napad, ki bi vam lahko povzročil večjo škodo. Večkrat na naših predavanjih slišite, da je manjša šansa ali pa dajmo reči minorna šansa, da vas bo nekdo napadel ob 10 dopoldne ali pa ob 11. Drastično se poveča možnost nekje po 22 uri zvečer, torej ponavadi po noči ob 1, 2, 3, 4 zjutraj. Zakaj takrat? Je ravno zato, ker tisti, ki vas ima namen napast, vas je sondiral, spremljal in bo ukrepal oziroma šel v akcijo takrat, ko vas ni na delovnem mestu. Tudi pri izbiri MDR storitev, rešitev, boste pozorni na to dikcijo 24/7. Kaj ta 24/7 pomeni? Je to on-site, je to nadaljavo in tako naprej. O tem bomo v nadaljevanju še kako rekli. Naslednja stvar je hitro odzivanje na incidente. Vi danes, če uporabljate samo antivirusno napravo, nimate zadost velikega visibilitya oziroma vaš diapazon pregleda nad vašim okoljem ne seže dovolj daleč. Hkrati pa vaša ekipa, ki se ukvarja z IT-jem, če je v organizaciji, nima dovolj časa, da bi posvečala preveliko pozornost varnostnim incidentom. Zato je MDR tista reč, ki vključuje dejansko odzadaj neke ekipe strokovnjakov, ki so specializirane za hitro prepoznavanje in nevtralizacijo groženj. Torej, gre za tisti čas, ki je potreben, da se čim prej prepreči širjenje škode. In zato morate imeti to, kar je pod 3. alinejo, dostop do vrhunskih strokovnjakov in do vrhunskih tehnologij. Torej, MDR ponudniki združujejo neke izkušene analitike, osebe, ki se znajo ukvarjati z različnimi operacijskimi sistemami, ki znajo spremljati incidente, ki znajo izvajati obveščevalno analitiko v kibernetskem prostoru, z osebami, ki znajo izvajati digitalno forenziko, hkrati pa uporabljajo najnovejša orodja za zaznavanje groženj ter obsežne podatkovne baze o grožnjah, tem rečemo threat intelligence. Glejte, na eno stvar bi vas rad opozoril. Ne bodite preveč pozorni na ime produkta, bolj bodite pozorni na izvedbo vsega. Ker danes, ko je na tržišču XDR, EDR in tako naprej orodij, toliko kot je vrsta avtomobilov, bo vsak prodajalec hvalil svoj produkt. V procesu
incidentov in obravnave incidentov pa smo skozi naše dolgoletno delo ugotovili, da je pomemben človek, torej know-how. Se pravi, če čisto po domače rečem, ni pomembno, a vozite Mercedesa, Audi ali BMW-ja, to so vse top vozila, najbrž, ne, ampak pomemben je šofer, a je ta šofer iznajdljiv, a je izkušen, a ima dolgoletne izkušnje za seboj. In ko vam nekdo prodaja rešitev in reče, moja rešitev je boljša od njegove, moj avto je boljši od tistega, verjemite, da vse te rešitve, ki imajo naziv XDR ali EDR, so vse na vrhunskem nivoju. In s tako rešitvijo, ne glede na to, katera firma jo je izdelala, je za vas bistveno bolj pomembno, katera firma bo vozila to opremo, kot pa katera jo je izdelala. Ker če znamo upravljati s tem na pravi način, bo vsak XDR znal preprečiti hujši incident. Če gremo naslednjo točko izmed teh ključnih prednosti, je zmanjšanje kompleksnosti in pa seveda obremenitev vaših IT ekip. Prej smo rekli, pri MDR-ju vi pri internih IT ekipah ne morete zagotoviti 3, 4, 5, 6 oseb, ki bi spremljale te grožnje in ki bi izvajale odzive na te incidente. In ravno to prevzame MDR ponudnik. Se pravi, vam omogoči neko osredotočenost, če že imate IT ekipo, na neke druge kritične poslovne panoge, nam pa omogoči, da se fokusiramo na vaš cyber security. Kot zadnjo stvar bi navedel prilagodljivost in skladen odziv na različne grožnje. MDR storitve so dejansko zasnovane tako, da se prilagodijo velikosti in potrebam vsakega podjetja. Hkrati pa zagotavljajo neko usklajeno obravnavo incidentov v skladu z regulatornimi zahtevami in pa najboljšimi praksami. Verjetno vas večina ve, da smo v fazi integracije NIS2 regulative, kar pomeni, da verjetno bo večje število organizacij, katere danes poslušate to predavanje, moralo imeti nek compliance oziroma bojo morale biti compliance z NIS2 priporočili. In ravno tu je plus MDR-ja, ker tisti, ki to ponujamo, poznamo NIS2 in vemo, kaj je potrebno v določenem okolju narediti in skladno s to regulacijo, s temi zahtevami, lahko integriramo najboljše prakse. V zadnjih 6 minutah, kolikor še imamo časa, bi namenil pozornost še temu delu, kako izbrati ponudnika MDR rešitev. Bodite pozorni prvo na obsežnost izkušenj in na ekspertizo. Zakaj? Tako kot v vsaki branži, danes lahko vsak reče, da obvladuje vse zadeve. Ampak za nekoga, ki kupuje to rešitev, je vedno pomembna obsežnost izkušenj izvajalca in pa njegova ekspertiza. Urgenca v, Kočevju ima zagotovo manj incidentov, kot jih ima, ali pa manj pacientov, dajmo to besedo izbrati, manj pacientov, kot jih ima urgenca v Ljubljani ali pa urgenca v Mariboru. In bistveno večja verjetnost je, da bo urgentni center v Ljubljani zadevo lažje ali pa imel več kadra, več znanja za reševanje nekega incidenta, kot je to v neki manjši četrti. Tu lahko rečem, da Telekom Slovenije kot največje security podjetje v Adriatic regiji ima praktično dostop do najširše baze znanj in pa seveda dolgoletnih izkušenj, kako obravnavati raznovrstne kibernetske grožnje. In tu smo pri MDR rešitvah izredno učinkoviti. Naslednja stvar je naprednost tehnologij in pa lastna infrastruktura. Ali razpolaga tisti, ki ponuja MDR z najsodobnejšimi orodji? Rekli smo, ali ima EDR, XDR orodja? Ni toliko pomembno, katere znamke je to XDR orodje. Vi danes veste, da imate na tržišču malo morje tega. Tisti, ki imajo
pogodbe z Microsoftom, bodo zbrali Microsoftov XDR. Tisti, ki preferirajo evropske produkte, bodo lahko zbrali 5-6 različnih evropskih XDR storitev. Tisti, ki imajo radi neko globalno rešitev, bodo lahko tudi ameriško, izraelsko. Nepomembno. Tisto, kar je pomembno, je, da imate ta orodja. Danes z nekim klasičnim antivirusom vam ponudnik ne more zagotavljati naprednega MDR-ja. In zato bodite pozorni, da gre za neko napredno tehnologijo in pa predvsem, da je lastna infrastruktura. Zakaj lastna? Če bo vaš ponudnik MDR rešitev odvisen od 2, 3, 4 ostalih ponudnikov, bo to zavleklo tisti odzivni čas. Se pravi, nekaj bo zaznal, ampak ker je on pod pogodbo z nekom drugim, ki mu mora nekaj pomagati, bo v bistvu ta odzivni čas pri vas sprožil mogoče nepopravljivo škodo. Skratka, mora biti izredno hitro odzivanje na te grožnje. In večja kot je organizacija, ki ponuja MDR rešitev, več možnosti lastne infrastrukture tudi ima. Naslednja stvar je 24/7 podpora se strani lokalnih strokovnjakov v lokalnem jeziku. Kaj smo opazili? Ekipe za spremljanje in odzivanje morajo delovati neprekinjeno. Ne morete imeti storitve od 8 do 4, potem se pa ta storitev preklopi na 2., 3., 4., 5. operaterja, ki je po možnosti, ne vem, v Angliji, v Avstriji ali pa nenazadnje v Indiji. Glejte, ko pride do incidenta, ko gre za neke nujne stvari, je nenazadnje tudi kakšen kontakt z vami potreben. V paniki boste težko komunicirali v angleškem jeziku ali pa v nemškem. Že tako se dogaja nekaj nepričakovanega, zadeve je treba hipno reševati, potem pa govorite z nekom v nekem tujem jeziku. Zelo pomembno je, da imate podporo se strani lokalnih strokovnjakov v lokalnem jeziku. Torej, ko iščete kompetenčni MDR center, bodite pozorni na ta detajl. Mogoče vam danes to ne pomeni toliko, kot vam bo pomenilo na dan incidenta. Ne glede na to, da veliko Slovencev obvladuje angleški jezik, na terenu opažamo, da takrat, ko pride do nečesa in morajo klicati neke zunanje partnerje, prihaja do misunderstandinga oziroma do šuma v komunikaciji. V Telekomu Slovenije nas je prek 100, ki se ukvarjamo s kibernetsko varnostjo in seveda primarno vsi govorimo izključno v slovenščini. Če bi na vaši strani bil mogoče še kdo, ki potrebuje angleški suport, potem preklopimo na angleščino. Drugače pa primarno 24/7, 365 dni v letu, iz Ljubljane in iz Maribora, redundančno, podpora, celotna podpora v slovenskem jeziku. Potem zagotovo prilagodljive rešitve za različne panoge. Energetski segment nima enakih specifik kot finančni segment. Proizvodnja nima enakih specifik kot maloprodaja in tako naprej. Skratka, razumeti mora specifičen izziv in zahtevo vaše industrije ali pa vaše panoge. Torej, ko se priklapljate na neko MDR rešitev, mora operater, ki vam to ponuja, razumeti vašo panogo. Torej, biti pozoren na vse detajle, tudi zakonske seveda. In ravno to diferencira dobrega partnerja od manj dobrega. Če pozna zakonodajo v vašem segmentu in vam lahko pomaga na tem nivoju, na katerem vi operirate. Potem seveda širok dostop do obveščevalnih podatkov. Tu govorimo o obveščevalnih podatkih v kibernetskem prostoru. Ko izvajamo MDR rešitev, je prav, da pravočasno dostopamo do nekih možnih ranljivosti, ki se izvajajo v tujini, da pravočasno dobimo te podatke, da bi lahko pravočasno poskrbeli za vaše okolje, predno to pride do Slovenije ali pa predno to pride do vašega računalnika. Naslednja stvar, celovita podpora za celoten življenjski cikel groženj, pomeni, da morate imeti pokrite vse faze, od preventivnega spremljanja,
zaznave in analize do na koncu odziva in pa povrnitve v neko normalno stanje po incidentu. Se pravi, MDR rešitev vam more v vseh teh ciklusih na vaši poti v celoti stati ob strani oziroma v celoti izvajati storitve, vašo pomoč uporabljati le tam, kjer je nujno potrebna vaša informacija. Nenazadnje močan partnerski ekosistem. Torej, družba, ki vam to ponuja, naj sodeluje z nekimi globalnimi partnerji. Zakaj? Posledično ima dostop ravno do tistih obveščevalnih podatkov, o katerih smo govorili. Sodeluje z tudi največjimi organizacijami v regiji, če govorim o našem primeru, torej Telekom Slovenije upravlja največje organizacije oziroma skrbi za cyber security največjih organizacij, tako v Sloveniji kot v regiji, tudi v tujini, seveda, in na ta način imamo ta ekosistem vzpostavljen tako intenzivno, da dejansko smo lahko korak, dva pred napadalci ali pa, če se smem danes tako izraziti, pred konkurenco. Seveda, nazadnje pa ne najmanj pomembno, je pa zaupanje največjih podjetij v regiji. To pa lahko brez neke lažne skromnosti rečem, da z izkušnjami, ki jih imamo na segmentu MDR-ja, lahko praktično pokrijemo vsako panogo v Sloveniji. Ne glede na to, ali se ukvarjate s prodajo, s proizvodnjo, z svetovanji ali z intelektualno lastnino. Skratka, vsa področja pokrivamo, imamo deduciran kader, ki vam lahko v tem segmentu pomaga. Alja, jaz bi moj del zaključil, pol ure sem izkoristil, poskušal sem biti sistematičen, da bi mogoče v pol ure razložil nekaj, za kar bi ponavadi potrebovali bistveno več časa. Če so kakšna vprašanja, z veseljem odgovorim, če ne pa mislim, da bi to bilo to. Super. Hvala Daliborju za odličen pregled storitve MDR in ključnih vidikov kibernetske varnosti. Tako kot je omenil, sedaj je čas, da odgovorimo na vaše vprašanja. Zdaj imate še trenutek, da si jih lahko zastavite preko Q&A okna. Odgovorili bomo nanje pa v naslednjih minutah. Omenila bi še, da če želite dodatne informacije po webinarju, nas lahko kontaktirate tudi kasneje na elektronski naslov kibernetska.varnost@telekom.si. Tako, sedaj pa Dalibor, dajmo se kar posvetiti vprašanjem. Jaz bom kar prebrala, prav, pa boš ti odgovoril. Kakšna in v čem je razlika med storitvijo MDR in storitvijo SciNet? Okej. MDR je storitev, SciNet je pa orodje. Torej, SciNet je XDR, Extended Endpoint Detection, hudiča, zdaj mi že bom probal posloveniti. Skratka, gre za orodje, ki vam pomaga zaznati anomalijo in ki pomaga tudi eliminirati vse tisto, kar je potrebno. MDR je pa storitev. Če bi zdaj v našem telekovem žargonu govoril, kaj je razlika, bi vam lahko tudi tako rekel, če imate pri Telekomu SciNet, pomeni, da imate tudi praktično MDR že kupljen. Torej, SciNet kot orodje z našo storitvijo je že tako imenovani MDR komplet. Če pa kupite SciNet licence, brez naše podpore je pa to v bistvu SciNet XDR. Razlika je v storitvi. Ampak velika večina strank, kot rečeno, ki so pri nas kupile SciNet, imajo v bistvu že MDR podporo noter. Ok, naslednje. Kaj pa respons v primeru, da se kaj zgodi na mojih uporabniških računih? Verjetno dostopate do AD-ja in potem izvedete akcije? Seveda, vse je odvisno od nivoja pogodbe. Pri MDR-ju, vkolikor je sploh pri manjših strankah, manjše za nas pomeni, da je nekaj 10 mašin, če imate AD, če damo gor naša orodja, pomeni, da na podlagi pogodbe, po kateri smo obvezani, lahko izvajamo operacije na vašemu AD-ju. To je ta respons. Se pravi, dejansko vaš AD spoznamo in lahko izolacije in podobne reči sami izvajamo. Ni potrebna vaša prisotnost. Ok.
Pri MDR potrebujete dostop do okolja naročnika. V kolikšni meri, do katerih virov? Stvar pogodbe. Imamo organizacije, ki rečejo, po podpisu pogodbe prelagam vso odgovornost na vas, delajte vse, kot da bi bili zaposleni pri nas. Po drugi strani imamo varnostne, ne morem reči omejitve pri nekih organizacijah iz kritične infrastrukture, ki pa rečejo, želimo on-site izvajati to in to, ostalo pa lahko vi delate. Torej, če poenostavim, v veliki večini organizacij imamo možnost se pogledati v našem dashboardu, kaj se z kompromitirano mašino dogaja, izvesti forenzično analizo in tudi v nekaj minutah izvesti izolacijo te delovne postaje ali strežnika. To pomeni, jaz lahko nadaljavo naredim desni klik, naredim izolacijo, tistega trenutka naprej ta omenjena mašina nima več komunikacije z ostalimi mašinami v vašem okolju, s tem namenom, da ne bi širila neke kompromitacije lateralno in pa nima, kar je zelo pomembno, nima več komunikacije s C2 strežnikom oziroma z napadalčevim strežnikom, to pa iz tega razloga, da vam ne bi kradel podatke. Potem pa po sanaciji spet lahko nadaljavo vklopimo komunikacijo. Skratka, čisto odvisno od želja organizacije. To je stvar dogovora med nami in organizacijo. In še zadnje vprašanje, ali imate na obeh lokacijah Ljubljana in Maribor vsaj enega operaterja, da v primeru izpada zagotavljate konstantno spremljanje? Zdaj, kaj pomeni operater kot firma ali pomeni to analitik? Bom probal na oba vprašanja odgovor. Torej, mi smo podvrženi standardu ISO 22301, kar pomeni, da moramo imeti kot taki, mislim, da smo edini, mogoče še ena firma, ki imamo redundančni SOC v Sloveniji. To pomeni, da ekipa lahko v Mariboru štarta tisto, kar bi mogoče v Ljubljani v primeru potresa ne mogli štartati. Seveda se lahko večino stvari naredi zdaj že remote tudi od doma, če sem čisto iskren, ampak gre predvsem za neke pravilnike pri organizacijah, katere pa ne dovolijo, da bi se kar iz nekje povezovali. Tako da to lahko v realnem času omogočamo iz Maribora. Ok, super. Evo, sva odgovorila na vsa vprašanja. Tako da na tem mestu se vam zahvaljujem še enkrat za vašo pozornost in aktivno sodelovanje. Če bi imeli še kakršnokoli vprašanje, kot sem že omenila, smo na voljo tudi na elektronskem naslovu kibernetska.varnost@telekom.si. Tako da hvala, da ste se udeležili našega webinarja. Želim vam varen in uspešen preostanek dneva. Nasvidenje. Srečno, lep pozdrav.